Vlada na eni strani se semafori in drugimi pripomočki dnevno sprejema omejevalne in ukrepe sproščanja za različne dejavnosti. Ti ukrepi po našem ne sledijo merilom strokovne ocene in tudi nimajo neke logike, podobno s podobnim prav tako nimajo smisla, temveč so izraz nekih partikularnih političnih odločitev brez ustreznega časovnega načrta. Vlada sicer pravi, da so ukrepi uspešni, vendar sem trdno prepričan, da je že podatek o tem, da so za ukrepe oziroma za pomoč gospodarstvu namenili z dosedanjimi PKP-ji približno 6,8–6,9 milijarde evrov, od tega pa je bilo porabljenih slaba tretjina. Se pravi, da so sprejeli pa namenili sredstva za ukrepe, ki jih gospodarstvo ne uporablja, ker niso ali so preveč birokratizirani ali pa niso gospodarstvo v pomoč. Predvsem ne gre pozabiti, da je kar precej panog bilo popolnoma ignoriranih. Ena izmed takih je gostinstvo, ki jo je vlada povsem pustila na cedilu. Če je vlada za ukrepe vsaj deloma sprostila to trgovinsko dejavnost in trgovinam v tej sedanji oranžni fazi dovolila obratovanje pod posebnimi pogoji za preprečevanje okužb, pa so gostilne praktično zaprte že vse od odpiranja oziroma že ves čas epidemije. In tovrstnih, bi rekel, nonsenzov je, ki se spreobračajo v ravno nasprotje tega, kar si vsi želimo, to je omejevanje okužb, je kar nekaj. Prav sedaj smo priča v tem pomladanskem času, ki je pokazal, da takšna rigidna pravila za posamezne dejavnosti prej povzročijo večje število okužb, kot jih omejujejo. Se mi vidimo zdaj, ko se sprehajamo, da so številna obrežja in javne površine in klopce polne ljudi, ki posedajo, pijejo kavico, ki so jo kupili oziroma ta tako imenovani coffee to go, namesto da bi jih pod naprej določenimi pogoji dovolili to kavico spiti v mizah. Kavarn, ki bi nenazadnje s tem gostincem omogočili vsaj nekaj zaslužka, bila pa bi seveda v vsakem primeru pa tudi večja kontrola nad upoštevanjem ukrepov. V zadnjih 14 dneh smo bili priča tako imenovani aferi ministra Počivalška in pa malice v gostilni, ki je med gostinci povzročila kar precej slabe volje. To je nenazadnje rezultiralo tudi do tega, da smo v preteklih 14 dneh imeli kar nekaj sestankov zainteresirane javnosti, to je delavcev v gostinstvu, ki so se na nas obrnili z težavami, ki jih imajo. Gostinstvo dejansko plačuje eno največjih cen te naše krize, številni lokali so zaprti, samo če pogledate na portal z nepremičninami, boste videli rekordno število lokalov, ki se prodaja oziroma oddaja v najem. Zaradi vseh teh razlogov in tudi po sestankih, ki smo jih imeli v preteklem tednu z predstavniki gostinstva, so se odločili za sklic izredne seje, ki smo jo sklicali skupaj z LMŠ-jem in SAB-om. Uradno pa smo jo dali v zahtevek tekom včerajšnjega dneva. Razloga za sklic je več, kot sem rekel. Vladni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa niso za vse enaki. Že dalj časa je jasno, da nekatere panoge trpijo bistveno strožje ukrepe, to je gostinstvo, industrija sreča in osebne storitve in pa določene vrste tudi trgovine. Drugič, vlada je potegnila ločnico med, če se tako izrazim, med potrošniki in poslovneži. Za potrošnike je uvedla stroge omejitve, za poslovneže pa številne izjeme. Seveda virus ne izbira med potrošniki poslovneži, ampak ubira svojo pot. Kljub temu, da kot sem omenil, da so določene panoge, na primer gostinci, nosijo bistveno večji delež tega bremena, jim je za čas in je ves čas na voljo enaka pomoč kot vsem ostalim. Seveda, kot sem omenil, je sodu zbilo tudi dno sprenevedanje ministra v njegovem uradnem obisku v gostišču in to na isti dan, ko so se mariborski dijaki izražali svoje mnenje, ker so preprosto zahtevali, da se vrnejo v šolo, si je minister privoščil druženje, za kakršnega smo v teh dneh priča mladina prejema globe. In nenazadnje, potem so tudi gostinci izvedeli na ta način, da bi lahko že ves čas delali tudi za poslovne uporabnike. Vlada nekako pojasnila dajejo vtis, da verjame, da se virus lahko širi samo na javnem prostoru, med potrošniki in protestniki, včas tudi pri prestopu v južne meje, ne pa tudi v industriji, pisarnah in sestankih in v čakalnih vrstah.
Tega virus se najbolj širi po vseh podatkih v proizvodnih dejavnostih. Vladna nedoslednost ima seveda številne negativne posledice. Delovna mesta, kot sem omenil, so že prej veljala za glavni vir širjenja okužb. Ob tem sprenevedanju, kaj je dovoljeno in kaj ne, pa so se sprožile tudi akcije državljanske nepokorščine, ki v svojo obrambo uporabljajo enake argumente kot minister. Učinkovitost ukrepov pa še nadalje pada. Pravila se spreminjajo brez nekih jasnih navodil iz dneva v dan, včasih že iz ure v uro. Če vlada išče luknje v lastnih predpisih, je seveda težko razumeti. Zdaj mi z sklicem te seje predlagamo tudi nekatere rešitve, ki smo jih skomunicirali tudi z gostinci. In sicer je treba to breme epidemije pravično razporediti in pri tem upoštevati tveganje okužb, ne pa brez logike zapirati nekatere dejavnosti, druge pa puščati, da normalno poslujejo. Upošteva predvsem naj se strokovna logika, ki smo se je že vsi naučili. To je virus se širi, kjer so ljudje v tesnih stikih in čisto vseeno je, kako nujen je za vlado, kako viden je za javnost in pri tem ni važno tudi, kako vzvišen je minister. Drugič, za vse tiste dejavnosti, kjer je nujna prepoved obratovanja, mora vlada uvesti posebne oblike pomoči v obliki nadomestila izgubljenega prometa, ker je sicer odškodninsko odgovorna za povzročeno škodo. Tim dejavnostim je vlada prepovedala osnovno dejavnost. Tretjič, vlada naj uveljavi tudi druge predloge ukrepov, ki jih vztrajno ignorira, in to je 100% nadomestilo za plače čakajočih na delo v ustavljenih dejavnostih, tudi 100% bolniška za okužene s COVID-19, ne glede na vir okužbe, menimo, da bi veliko pripomogla k manj okužbam. Četrtič, podaljšanje kreditnih moratorijev do naslednjega leta in odlog drugih obveznosti. In pa zadnjič, popravi in poenostavi naj veljavne PKP ukrepe, da bodo manj kompleksni in primerni tudi za manjša podjetja. Seveda, tisto, kar pa si vsi želimo, da naj se vlada drži lastnih navodil in naj bo pri tem tudi vzgled. Pri novih pravilih pa naj upošteva, da je virus enak za vse, prizadeti pa so v zelo različnih položajih. Žal, nisem pesimist, če rečem, da bo pomladni in potem poletni čas najhujši v gospodarskem in socialnem smislu, kajti na primer vse večje gostinske dejavnosti je tik pred kolapsom. Gostinci opozarjajo, da imajo težave z kadri, da jim odhajajo v druge dejavnosti. V primeru ljubljanskega gostinca pravi, dolgoletni zaposleni prejemajo 800 evrov nadomestila, ob tem ima za življenje v Ljubljani približno 500 evrov najemnine in seveda razlog, da je šel iskati večji zaslužek in tako jim odhajajo vsakodnevno kadri iz gostinstva. Zato menimo, da je skrajni čas, da vlada preneha z ignorancijo in reši med drugim tudi gostinsko dejavnost pred apokalipso, ki se je zagotovo nerazumnih vladnih odločitev oziroma še bolje neodločitev obeta. Če zahtevani odbor ne bo prinesel vsaj tiste potrebne sklepe, bomo Socialni demokrati naredili še korak dlje in podali zahtevo za sklic tudi izredne seje državnega zbora.